Dober dan in dobrodošli v oddaji Afričani v Sloveniji. Z mano je ponovno gost Daniel Nacota. Dobrodošli. Hvala. Danes se bo pogovarjala pa samo o afriškem festivalu, ki ga pripravljate, Afriška vas fest. Pa me zanima, da mu greva najprej na začetek. Katerega leta je bil prvi festival in kako je takrat izgledal? Prvi leto festival je bil, mislim, da je bil 2017. Ja, In 8 to je let nazaj, ja. to je 8 let nazaj. In festival se zgodil v Podutiku, smo začeli vse v Podutiku. In kje smo dobili prvi ideja festival? Prej smo imeli afriška trgovina in pol pa je bil samo Afričani, ki kupujo suverine. In pa Slovenci vprašajo, kaj je to, kako to kuhaš, ne? In pa sem dobil idejo, da lahko naredimo kakšen piknik. In pol tega smo videli, da ful ljudi so interesirani za afriško hrano in tak stvari. In pa smo imeli idejo, da malo uprimo, ne. In pol pa je bil naše družine, ki so začeli priti, pa prijatelj od družine. In pa smo rekli, zakaj ne dajemo festival enkrat, ne. Pa smo začeli prvi leto 2017 na Podutik, ja, in tako naprej. Takrat se je začelo, je bil tak malo manjši, ampak Ful manj. Je bil samo naše skupnosti plus naše družine, ne. In pol pa tudi so prijatelji, ki so začeli priti, in tako naprej. In drugo leto, Podutik je bil že polno in pa ta gospa, ki smo dobili prostore za njimi, je rekel, Daniel je že večje, kaj pojdite drugam. Tako, rabite večji prostor. Tako. In potem ste v bistvu prišli na Špico. Na Špico, ja, smo šli. In tudi letos bo na Špici. Ja, tudi letos bo na Špici, ne. Tako. In zaradi tega bi res moral biti ful hvaležen za podžupan Dejan Černet, ker brez njega nismo imeli tale prostor v Špici. On je udaleč videl ta festival, je ful dobro za ljudi v Ljubljana, ne. In zdaj je za ljudi z vse Slovenije, ne. Tako, sigurno, pa s tem tudi spoznamo drugo kulturo, pa tudi rekli ste, da bo, se pravi, kuhalo se bo na Afriškem festivalu, ljudje bojo lahko dobili kakšno idejo za mogoče nedeljsko kosilo, namesto goveje juhe, mesa in krompirja se lahko pripravi kakšna afriška dobrota, kakor smo tudi rekli, ena izmed najbolj znanih je Mama Afrika, Mama Afrika, ja. To smo tudi že zadnjič omenila, je v bistvu arašidova omaka. Arašidovo maslo, ja. Arašidovo, ja. Pa eno kocke magija in nekaj sušene ribe, ne. In nekaj ribic in se pripravi že neka tradicionalna jed. Tako. Zanima me, začne se 13. junija, traja 4 dni. Ob kateri uri se začne? Festival bo začne ob 10, to pomeni ob 9 mi že pripravimo, to pomeni zritamo vse, ki se zgodi, pripravimo in pa uprimo festival ob 10 zjutraj. Tako. Se pravi, imeli boste tudi hrano? Ja, hrano. Se bo lahko že zjutraj kaj poskusilo? Seveda, ozajtek že imamo, ja, lahko že ozajtek. Se že zajtrkom začne. Je zajtrk kaj drugačen od našega, recimo slovenskega, tradicionalnega, kjer imamo kruh, maslo, med, mogoče kakšno marmeladico, kako pri vas gleda? Pri nas mi imamo eno planten, mi to gleda kot banana, ampak ne banana, ne. To je eno različno od banane, ne. Mi kličemo to planten. Planten je to. To gleda kot banane, ampak malo večje od banane, je zelena je. To pomeni, kaj je šef Joe naredil lansko leto, on je pekel najprej tale zeleno banane in pol pa je fest udaril ta banana, da je prišel kot taka bolj palačinka. Ja, tako bolj palačinke in je še enkrat peče v olje in daje nekaj, začim ne vem kaj olje daje notri. V bistvu to je bil kot kruh in o tem so jedli to kot kruh in pijo kavo. A veš, kako oglično je bilo. Komaj čakam. Jaz upam, da bodo letos tudi ponovili tak zajtrček oziroma tako jed, zelo preprosto, ne, ker tudi to se mi zdi, da imate zelo veliko dobrih, ampak preprostih jedi. Tako. Pa tudi malo drugače so začinjene, radi imate bolj pekoče. Pekoče, ja, ampak na festival mi ne dajemo pekoče, pustimo pekoče, da lahko sami, če želiš, ne mešamo pekoče v hrane. Nič pekoče gre v hrane. Pekoče je za svoj posodo sami, če želiš, pa sam vzeti. Tako. Imeli boste pa tudi afriški
afriško pivo. Seveda, da ja, seveda. Ne? Imamo pivo iz Nigerije, iz Gane in tudi iz Kamerune. Ne? Tako, kako pa se mogoče se razlikuje v okusu, v pripravi, že samo mogoče verjetno zaradi vremena, ker je drugačna klima dol v Afriki? Ne, zaradi vremena ni tako, pivo je pivo. Ja. Pivo je pivo in ja, mislim zdi, da je, kaj moram reči, mogoče malo okus, ker ljudi niso vejo prej, da tudi Afričani deluje svoje Guinness. No, tako da Nigerija, na primer, v Afriki naredi svoje Guinness. In ta Guinness mi prodamo, ta Guinness na festivalu, ta Guinness iz Nigerije. To pomeni vse pijače, mi imamo tu Slovenci, to pomeni Laško, vse tega mi imamo, ampak če želiš ješ afriška, pa piješ afriška, ni treba dobiti to na festival. Tako. A je tudi kavica potem bolj afriška? Ja, seveda, imamo etiopski kavo, tako da vedno naredimo. Tako, se mi zdi, da je to super, če že imamo vsak dan naše slovenske stvari na voljo, zakaj ne bi res poskusili prave afriške. Tako. Potem pa bodo tudi glasbeniki, tudi sami ste glasbenik, boste vi tudi kaj odigrali? Ne vem, če bo imel dosti energije takrat, ampak če organizira, če malo gleda levo pa desno, ampak letos je Kasu Diara, on je najbolj zna, on je kličejo Bobna mašina, on bo naredil letos bobne delavnice na festival in jaz takrat ne morem počakati, da lahko komoj čakam, da on pride, ker on je tak rokogred kot elektrika, da komoj čakam, mogoče bomo igrali pri njim. Tako, da vas bomo vseeno mogoče slišali. Bo pa tudi, kot ste že omenili sicer v prejšnji oddaji, bo mogoče glavna tematika ali pa nekje v centru pozornosti bo dobila določena država. Vsako leto se trudite, da ima določena država prednost oziroma neko prepoznavnost, da se... Tako, to je bil, ko sem rekel prej, vsak leto mi imamo naš sestanek, 6krat ali kolikrat imamo, in pa smo ugotovili, da je bil boljše, ker Afrika je velika, ne moremo za 4 dni pokaži vse Afrika, to ni realistično. Tako da smo pride za tem ideja, da lahko gledamo eno državo v Afriki, recimo lansko leto je bil Kamerun, smo prebeli glasbenik iz Kameruna do Slovenije in pa smo imeli glavno jec je bil iskati, to pomeni Kamerun je bil na odru, in letos je Zimbabve na odru, to pomeni ohrana, bomo fokusirali v Zimbabve letos. In kako mi pripravimo to pomeni, če beremo že eno državo, kontaktiram njihovo ambasado in rekel, mi smo brali vaša država, bo na glavno odra v našem festivalu, kaj želite, da lahko mi promoviramo vaša država. In pa bo, to je bil za mesto Zimbabve, jaz sem dobil vabilo in pa sem šel v ambasado Zimbabve v Berlinu, smo govorili in oni so dali kakšen korak, kaj lahko mi kažemo na festivale, bomo imeli eno štend, Zimbabve štend na festival in tako naprej. Tako, in tudi glasbena skupina? Glasbena skupina, naša glavna skupina je iz Zimbabve, in Singizi. On je a cappella skupina, No, in še a cappella, vse to smo lahko videli tudi v letaku, ki je bil na ekranu. Zdaj, več o podrobnostih festivala bova govorila po kratkem predahu, tako da se vidimo kmalu spet nazaj. Dobrodošli nazaj, govorimo o festivalu Afriška vas fest. Dobrodošel, Daniel, ponovno iz kratkega predaha. Hvala. Torej, zdajle bi se dotaknili malček samega dogajanja na festivalu. Že prej so omenila od hrane, glasbe in tega. Imamo pa tudi nekaj slik, ki ste jih uspeli posneti v prejšnjih festivalih. Pa me malo zanima, kaj se je dogajalo, kakšne delavnice so bile. Tako da režija bi vas prosila za kakšno slikico, da jo date gor, da lahko malo vidiva in pokomentirava. Recimo, tukaj ste počeli, kaj se je tu kuhalo, pripravljalo? Tukaj se dogaja, to je sekcija kitke. To pomeni, ljudi pridejo tam, dobijo kakšen spomin o afriški festival
naredijo kakšne afriške kitke in tako ne. Tu bo To je- Mari, ne? In bo delala afriške kitke, tako da bodo ljudje imeli možnost priti in bo tako lahko lahko pride, ja, naredili celo frizuro za Celo poletje. Tako, Ne? tako. Da lahko Tako. se bodo tudi podučili malo o tem, kako se to umiva, kako se neguje, Ja, kako se tako. skrbi za kitke, Tako. mogoče se bodo naučili, kako bodo sami lahko kakšno kitko Ja, naredili. ja. Kaj so pa tule počeli? Tukaj je etiopski kavo, to pomeni tamle, takoj pripravijo kot doma, ne, kot tradicionalno mora biti, ne. Naj pripravila etiopski kavo, ne. No, super, in tako nam zmanjka malce energije Tako, na festivalu, tako, pridemo tako, in tako, pijemo tako. ta pravo kavo, Tako, Res. tako. afriško. Pa vidim, da so Tukaj je tule. bil, ja, tukaj je bil med festival, stvari se dogaja, se vidiš, kako je bil, tako Je- so prišel. So ljudje tudi, veliko ljudi pleše tudi na festivalu. Je taka glasba, ne afriška, da je Ritma je super. zelo plesna. Ja, to je kot meditacija, to je ful dobro. ne. Ja, točno to, kot ste rekli. ja, Tudi je res meditacija v Ja, bistvu malo. tako. Ne, ker ni tista sam neko, kako bi se lepo izrazila, neko žaganje, a Tako, ne, tako, ampak tako, je v bistvu taka tako, glasba, da te tako. sprosti, da te popelje nazaj v telo. V bistvu je meditacija, kakšna vrsta terapije. Tako, Mogoče terapija, to sem hoče rekel, Tako. ja. Ker ta bobna tudi je ful dobro, tako da. Tako da v bistvu ljudje, mogoče je to še posebej, so dobrodošli ljudje, ki so zelo veliko v stresu, kjer je življenje zelo hitro, da pridejo nekam, kjer lahko si vzamajo mir nazaj domov. tako. Ker to je v bistvu tudi zelo velik del afriške kulture. Tako, Je v bistvu tako. neka ta mirnost, ta svoboda, ta lahkotnost. In se mi zdi, da lahko sami Slovenci imamo v bistvu ogromno srečo, da organizirate tak festival tako blizu. tako. Ne rabimo se peljati v nobeno Nemčijo, v Avstrijo, ampak imamo v sami Ljubljani. Tako. Kot mi govorimo, Afrika je predaleč, pridite raje v Špica, na Špica. Tako. Ja. Je še v bistvu malo morja na eni in na drugi Tako, strani, tako, ne, v tako, šali tako, seveda. tako. Ampak se mi Ja. zdi, da res Eno lepe vikend. Tako, zelo lep vikend. V bistvu za celo družino bo, za otroke tudi kaj. Seveda, da ja, seveda. Ja. Pridejo Kakšne ustvarjalne celo posod, ja. delavnice. Ja, delavnica. In vsako leto mi imamo tudi vrtcu, ki obiska naš festival. Ni samo niti enega, ni samo dva, res polno otroci Ja. pridejo tam in gledajo. Tako, Ja. torej v bistvu narejeno za družino, za pare, za mlade, Tako, lahko pridejo za starejše. Greš malo ven, Tako. dobi malo nikaja, tako naprej. Tako. ne, Ja. Pa res se zgodi to enkrat na leto. Tako, Ni tazga vedno to je pridiha. stvari, ki mi dobimo. Zakaj ni dvakrat na leto, ampak Ja. če je preveč, ni dobro. Tako, pa Ja, saj imamo v enkrat, bistvu 4 dni. Ja, a ne? ja, Tako da tudi, če ne bo časa prvi ali drugi dan, je še vedno na voljo Čas tretji za, in ja, četrti. tako. Kakšni izdelki pa se bodo recimo prodajali tudi na afriškem festivalu? Mi fokusiramo vse izdelke, ki mi fokusiramo v tem, je izdelki, ki pridejo direkt iz Afrike. To pomeni, med ta izdelki so, kaj moram reči, košar, vse iz Afrike. Se pravi- Ročno dela in Tako, to pomeni, kot so košare, kakšne torbice, torbice, recimo, lahko tako dobijo, naprej, pripomočke, sopate iz Afrike. copate, kakšne dekoracije. Ja, dekoracije, obleka, tako stvari imamo na obleke. festivalu. Ja, tako. Tako, kaj pa recimo se hrana tudi taka prodaja, da jo lahko odneseš domov, da ni samo za poskusiti za jesti, Tako, ampak so mogoče nekakšni napitki, kakšne. Tako, zaradi tega afriška trgovina je vedno tam, Ja. da lahko dobav, ker vse stvari, ki mi kuhamo na festival, afriška trgovina ima, lahko tudi dobi to na afriške trgovine. Tako, pa me zanima recimo, kaj se prodaja afriških izdelkov v smislu hrane, Ja. kar ni v Sloveniji drugače, kar ne moramo najti v Sloveniji. Zato ja, mi fokusiramo samo za afriške izdelke. Recimo, kater je tak, da je mogoče Kaj moram malce reči? drugačen? Mi smo bili prvi, ki smo začeli prodajati tale planten, ni bil v Tako? Sloveniji. Ja. Ko smo začeli prodajati, pa smo videli tudi, da tudi drugi trgovine tu so začeli prodati tudi. So In mogoče pa- kakšni taki sadeži ali pa Mi imamo recimo tale, mi imamo eno stvar, ki mi kličemo to okra, samo pri nas lahko dobi to, včasih zdaj tudi druge trgovine tu so začeli to prodati.
karité v maslo, tudi tak stvari, ki prihaja pravi iz Afrike, Tako. če želi autentikega obrne k nas, k stvari, ki mi prodajamo, prihaja direkt iz Afrike. Ne. Tudi prije direktno iz Afrike, v bistvu na tak način tudi malo podpremo ljudi dol v Afriki, ne? Tako, tako. In tale torba, ki mi imamo na festival, tale torba, ki mi imamo v trgovina, kupimo to v Kamerun in vsak leto, ki jaz obiskam doma, grem v zapor, ker v zapor, kazen tam je, moraš nekaj narediti, ne? Moraš učiti nekaj, ne? In večina stvari, ki oni učijo, so tale torbe, Kako naredijo, so čevlji, pa grem tam v zapor, kupim to in V bistvu na tak način tudi podprete, da jim malo pomagate, ta čas, da lahko lažje tudi preživijo tam, in ne? tudi je ena skupina iz Bafusamu, da mi kupimo tale prave moringe pa baobab pri njim, ne, da lahko, tako da podpora svoje, tako naprej. Tako, in v bistvu imamo res potem čisto pravo afriško dobroto oziroma pravo stvar, pravi okrasek, ki prihaja direktno iz Afrike. Tako, tako. Ne rabimo iti fizično tja, ampak lahko pa dobimo tako, in začutimo Afriko tako, res doma. Če sem spomnil lansko, takrat, ko smo imeli Moroka letos, ko smo brali Moroka, je bil eno gospod, ki je prišel na festival in pol kon festival je rekel, da si me pripelje v moje mlajše leto, ki je bil koliko 10 let v Moroka, ne? Pa je videl, ki je tale glasbenik iz Moroka, ki so prihaja direkt iz Moroka, začeli igrati, on je začel jokati, ne? Mislim, da smo nekaj narobe smo naredili, ne? Rekel, ne veš, kaj se zbudi v mene, ne? Ker dolgo čas nisem bil tam, še sanjem, ne? V takrat, ne? Tako da, ja. Se znam, v bistvu je res ena celota. Mislim, res je tak dogodek, ki gre v vse smeri, ki v bistvu nahrani lahko vsakega človeka v vseh smislih. Ne samo skozi hrano, ampak tudi skozi glasbo, skozi ples, skozi pogovore. Tako. In če želi potuješ v Afrika, mislim, naš festival je prvi korak, da lahko že začel čutiti osnovenja, kako Afrika je, in pa če vidiš, če gre, in tako naprej. In v bistvu lahko tudi dobiš direktne informacije, in tako. Kaj si dol ogledati, kakšno je življenje, na kaj se lahko pripraviš, ko greš na tako potovanje. In tako. In naš festival ni samo festival, je tudi platform za povezave, ne? Lahko tudi dobiš kakšno informacijo, podjetje in tako naprej. Lahko tudi dobi tudi tam. Se v bistvu tudi v tem, kako se financirate, kako vse skupaj izgleda, bova pa govorila še v tretjem delu naše oddaje, tako da greva v kratke oglase oziroma si bomo vzeli kratek odmor in se vidimo prav kmalu nazaj. Dobrodošli nazaj. Pogovarjamo se o afriškem festivalu, o Afričanih v Sloveniji, ampak trenutno sva bolj fokusirana z gospodom Danielom na sam festival. Torej, kaj se dogaja na festivalu oziroma kaj se bo dogajalo na festivalu, kakšna bo hrana, kakšna bo pijača, da bo prava etiopijska kavica, seveda. Bi pa mogoče dala tudi kakšno besedo še dodatno, kar se tiče samih delavnic, da ljudje še enkrat slišijo, da bodo videli, če je tista, ki rezonira z njimi, recimo, da so se želeli naučiti že dolgo časa nazaj bobnanja. Verjetno bo tudi delavnica bobnanja, ne? Ja, tako. A mogoče veste, kakšnega bobna? Kakšen tip? Vsako leto na festival je vedno Išjaka Sanu, ki naredi bobne tečaje, afriške bobne, ampak letos bomo pripeli eno gospod, ki je že dosti stare, da lahko tudi deli svoje izkušnje o bobne. Njihovo ime je Seydou Ndao. In bo tudi Kasum Diawara, gospod Kasum Diawara, tudi ki bo šel delavnico, pomeni bo dve učitelji, Seydou Ndao in Kasum Diawara. To je bobne delavnica, ne? Afriška bobne delavnica, džembe, ne? In pa bomo tudi imeli plesno delavnica, ki bo vodi, kako pa ta gospod še enkrat ime, ki bo Usman Traore.
boš vodil. Usman Traore je bolj poznal, on je že bil v Ameriki, v Japoni in pa tako naprej, ki boš vodil tale plesna delavnica. Tako in je prav afriški ples. Prav afriški ples in z afriški bobne v živo. Wow. Ja, in on bo tukaj v Sloveniji že v petek, sobota pa nedelja. To pomeni vsak dan on ima dve tečaje, to pomeni za otroci pa za odrasle. Pa za odrasle. In bomo objavili programe na našem strani ali na spletni festivali spletni strani. Tako naprej. Tako, kdaj pa recimo bo približno par dni, verjetno pred samim festivalom se bo že vedlo, kaj bo kaj na Ne, sporedu? lahko, ko sem rekel, vsak dan bo dva tečaja, to pomeni dvakrat afriški tečaj bobne, to pomeni petek, dvakrat v sobota, dvakrat v nedeljo. To pomeni, Super. dvakrat tudi v nedeljo. To pomeni, če nimaš časa v sobota, lahko tudi... Tako? Ja, V nedeljo ali v petek? Tako, a ne? tako. Ali če ti je bilo v petek tako zelo všeč, lahko Pa prideš v dobrodošli soboto? v soboto. Tako, ja, ker tako spet naprej. lahko poudariva, da je v bistvu sam obisk festivala brezplačen. Tako, festival je brezplačna. Ja, Tako, mogoče lahko tudi režija v tem času, ko se mi da pogovarjava, lahko boste videli gledalci, kaj se je dogajalo na lanskoletnem festivalu, kakšen je bil, kakšno je bilo vzdušje, tako da si malo lažje predstavljate, kaj vse boste lahko tudi letos videli in v bistvu še več. Ker verjetno so tudi glasbene kakšne delavnice, potem seveda se bodo pletle kitke tudi tam. Tudi, ja, tako. Tako vedno bodo kakšni dobri koncerti, da se tako. poskrbi za ta del. Kako pa se v bistvu financirate? Kako financirate cel ta festival? Ja, v bistvu glavno finančne prihaja od, to pomeni od naše trgovine, to pomeni vzamemo trgovina malo, pa financiramo festival, ne? In pa dobimo tudi sponzorje, moramo reči še enkrat hvala že za Turkish Airlines, ker brez Turkish Airlines ne moremo narediti tale festival. In pa je tale razpis od občina Ljubljana, pa tudi JSK, da mi tudi prijavimo v tem razpis, ne? In hvala Bogu našim partnerjem, to pomeni Društvo kulturne Gmaja, Mirno institut, pa kaj moram še reči, Adria Slovenija, pa tako naprej, ne. V bistvu že kar nekaj je Se sodelujemo, ne, to pomeni, tako partnerjev in sponzorjev. ja. In pa Društvo v invalidov, ja, tudi naš pomaga, ker dobimo vsak leto kombi za njim, ne. No, In super. tako naprej, ja, tako mi financiramo tale festival, ne. In pa do konca naš festival je brezplačna in tudi dobimo kakšne donacije, ne. Če se lepo uživa, lahko tudi donajo kakšne donacije, ne. Ampak festival vstop je prost in tudi donacija je dobrodošli na naš. Tako, seveda lahko tudi tukaj pove, da tudi mogoče so vedno dobrodošli tudi če kakšni novi sponzorji, kakšni novi partnerji ali pa ljudje, ki bi donirali denar in tudi lahko na samem festivalu. To že v bistvu, že samo če pridete na festival in mogoče samo kupite en izdelek, eno kavico, neko hrano poizkusite, že s tem podprete na nek način, ne. Pa tudi sama trgovina bo tam, vaša, in bodo možni nakupi izdelkov. Spet s tem lahko malček podpremo, ne, celotno, v bistvu celotno društvo, cel namen vsega tega, da lahko vi mogoče še lažje pomagate svojim ljudem, ki si želijo tukaj postaviti življenje. Mogoče se s tem tudi najde kakšen sponzor, ki bi mogoče kakšno pisarnico imel na voljo. Tako. In tudi moraš tudi eno hvaležen tu gre tudi za Adriatica Slovenija, da vsako letos res nas pomaga vsako letos, ne. In tako naprej. Tako da lahko pol uživate. In tudi hvala za vse Afričani, ki vsako leto, oni so večji, ki je rekel, jaz bom letos, ampak ja, tako naprej. Koliko pa je recimo glasbenikov, ki bo nastopalo? Včasih vsako leto imamo 12 skupine, ne. Aha, pa se verjetno menjajo, so različne skupine. Različne, ni isti vsako leto. Tako, in tudi glasba je verjetno različen tip. Ja. Letos bo tip Zimbabwe, to pomeni Swahili Music Bowl. Swahili. Tako, kakšen je recimo to približno, v kakšno smer se gre ta? Swahili je iz, kaj moram reči, tam strani v Južna Afrika, to je Zimbabwe, ne? Tako, bolj taki, ne vem, nežni toni, ali so bolj tehno, ali je bolj živahno?
bolj tradicionalno afriški, Bolj tradicionalno. ja, tradicionalno mešano z moderni. Super. Ja, tako. Se mi zdi, da je to tudi tisti del, kjer lahko ali v miru se pogovarjaš, ali malček zraven ješ, ali pa plešeš. Ja, Ne? tako. Festival je tako, ne? Je na ta Ja, način tako da, tudi narejen. ja. Torej začne se 13. junija, junija, ja. traja do 16. junija, se tako. pravi zjutraj se začne že nekje ob 10. Tako. Zvečer se recimo konča nekje Ja, okoli malo 11., končamo, ne, ja. tako malo prej, zato je fino, da ljudje pridejo prej. Ja, tako. Ne, da že zjutraj lahko pridete na kavico, na zajtrček, Ja. mogoče ostanete še na kosilu, malček zraven poplešete, greste okoli kakšne izdelke, najdete, verjetno bodo tudi kakšni, ne vem, morda parfumi, vem, da so parfumi tudi zelo aktualni v Afriki, ker so drugačni, niso tipični, kot jih imamo mi, ampak so na bolj oljni osnovi. Ja, Ne, in ja. se jih pol tudi bolj namaže, tudi, ali pa so recimo tisti suhi, vem, da so taki Ja, malo drugačni. je. Za tega Katja Afrika skrbi o tem in pa tudi je tudi letos je Lili trgovina. Aha. Ja, tudi oni so z tem parfume, z kakao, ne vem Tako, kako oni ja, naredijo tega. ja. Tako da ogromno stvari čaka na ulica na Špici Tako. ta dne, tako da dobrodošli vsi in skupaj gledamo, kaj vsak leto je novega stvari, nove naprej. Tako, Ja. tako da res se potrudite, da ne boste zamudili afriškega festivala, res bo barvit, bo zelo razgiban, veliko se boste lahko naučili, veliko dobrega boste lahko s sabo vzeli in na tem mestu bi se vam res, gospod Daniel, zahvalila za vaš čas, za vse besede, za vse, kar počnete tukaj. Hvala vam zaradi tega, da nam lahko približate malce Afriko, da se potem tudi lažje odločimo, da mogoče gremo pa na kakšno potovanje tudi na to celino, da bo malček drugače, ne? Hvala vam, hvala za vaše prvoratne. Tako. In če ne prej, se vidimo junija na festivalu. Hvala in nasvidenje.